Nadaljevanje sage v primeru nekdanje diskoteke Lipa. Finančna uprava je dopoldne takole vstopila na posest družine Zavašnik pod Šmarno goro ter odstranila vse parkomate in zapornice na parkirišču, kjer Zavašnikovi že dolga leta pobirajo parkirnino, pa čeprav so po tragediji v diskoteki, kjer so umrla 3 dekleta, izgubili tako posest kot nepremičnine na njej. In kako da so po vsem tem času sploh še lahko na tej posesti in kako da tam tržijo parkirišče? Staša Lozar. Enote Fursa in pripadniki policije celo v neprebojnih jopičih, takole že zarana na posestvu, kjer biva družina Zavašnik, kjer je leta 2005 v stampedu pred diskoteko Lipa množica pod seboj pokopala 3 dekleta. Danes so prišli, da bi odstranili parkomate in zapornice. Finančna uprava s to akcijo preprečuje delo na črno. Tole zemljišče namreč ni več v rokah družine Zavašnik, prav tako več ne nobeno od poslopi. Vse je kupil DBS Leasing, a na sklep o lastništvu so se Zavašnikovi pritožili. Dokler ne bo znana odločitev sodišča, ne more biti izvršbe. Medtem ko v hiši živijo, imajo Zavašnikovi pred hišo parkirišče, na katerem še vedno pobirajo parkirnino in zato ukrep Fursa. Medtem se je iz poslopja večkrat zaslišalo pasji lajež, nato pa se je uslužbencem Fursa tudi skušala približati Milena Zavašnik. A se je obrnila takoj, ko je videla našo kamero. Potem je izza priprtih vrat takole večkrat fotografirala dogajanje. 2 evra je za parkiranje zaračunavala pohodnikom, ki tu avtomobile puščajo pred vzponom na Šmarno goro. In ker davkarija sumi, da so torej opravljali dejavnost, čeprav te na tem naslovu nimajo registrirane in to na zemljišču, na katerem ne smejo uveljavljati lastniške pravice, je Furs izvedel ukrep zapečatanja. Poleg tega so parkirne ure celo izdajale račune po naših informacijah na ime družb, ki so izbrisane ali imajo prepoved dejavnosti. Podrobnosti sicer Furs ne razkriva. Informacije, ki se nanašajo na konkretnega zavezanca, žal ne moremo bolj podrobno komentirati. Imamo dovoljenje, da šolo sprejemo? Seveda. Takole so enkrat že vdrli v hišo Zavašnikovih, ker je oče Franc Zavašnik celotno domačijo obremenil s hipotekami. Za skoraj 600 tisočakov je bilo zneskov, odplačali pa niso praktično nič. In lastnina je takrat padla v roke upnikov.